Živijo, spet jaz, Srebrousta tukaj. Danes sem želela z vami deliti še eno vezavo z elastičnim trakom. In sicer zelo podobna tej osnovni, ki jo izvajamo, samo da ima obrat na ramenu, kar pomeni, da se teža bolj enakomerno razporedi. Še vedno pazimo, da so 3 sloji čez otroka in to je to. Zdaj jaz imam trak, ki je na obeh straneh, na vsaki strani drugačen. Zdaj vi, če imate unga iz Hoferja za 5 €, top shit. Ne rabite zdaj posebej tega traka iskati. Boste pa lahko videli točno, kje jaz naredim kakšno stvar in vam bo mogoče lažje to doma ponoviti. Zdaj ta vez se v angleščini imenuje Pocket Front Double Hammock. Kaj boš, da kar začnemo, ali? Ja, začetek je isti, kakor pri tistem osnovnem vezu, ko smo ga delali. Sicer najdemo sredino, tale jo ima. Naberemo trak v roke. Odprsi. Zdaj pa preden bomo, kakor pri osnovnem vezu, od spod pripeljali pod ta žep, bomo naredili obrat pri ramenu. Kaj to pomeni? V bistvu ta zunanji rob bo prišel na notranjo stran. V bistvu gremo pod krak, primem rob in ga pripeljem od spredaj. In to bo ta prva cula. In zdaj, ko imam ta nek modrček, bom pripeljala to spodaj. Ves čas pa držim, da je zadeva napeta. Ne pozabite elastičen trak, mora biti veliko bolj zategnen že od začetka, kakor pa tkan. Na drugi strani naredimo isto. Ok, zdaj pa naslednji korak je odvisen od starosti otroka. Tam, kjer želimo, da ima v bistvu kolena, da bomo naredili križ. Zdaj moj, ker je že kar čez 1 leto star, bo nižje prišel ta križ, kakor pri kakšnika ima manjšega otročka, seveda. Takole. In cel čas držim zdaj ta križ, da mi ne bi kam gor ušel, medtem ko kraka pripeljem odzad in sam provizori zavežem. Zdaj ni treba nekakega ambulantnega vozla, zato ker bomo na ta korak se še vrnili do zavezljanja. Imamo pa zadevo pripravljeno do te točke, da gremo lahko po otročka. Ja, imamo antibiotika vnete učke, jaz imam vneto 6, sploh ne vem, kako se sliši, ker sebe ne slišim. In zdaj bomo, otročka najprej dali v to culo, ki je bližje telesu, ta, ki je spodaj. Ja, se greš noter, no? Evo. Kar pomeni, da ga dam na nešpirotno ramo, kako podred. Ljubska si mi dal, hvala. In vodim eno nogo čez to culo in pa čez žep. Vidite tole, kar prišlo čez. Zdaj lahko bi že tle začela razprostirati. Ampak jaz tam rajš njega še v ta drugo culo s ta drugo nogo. Zdaj, ko ima noge noter, že vidimo, da ima ta položaj M. Bom pa to zaklenila nekako, s tem, da ta rob pripeljem od tega kolena, to je tvoj desen, moj lev, do sosednega, ta drugega. Prav njegov lev, moj desen. Vi pa sploh ne vem, kako to vidite čisto. Pazim tudi, da gre zadeva od rame do rame, od kolena do kolena in od ramena do ramena. Tako. In isto s drugo culo. Vidite, tle se mi je že malo skril rob, ga moram poiskati. Je pa to vedno tisto, ki se vam na rami zateže. In od tega kolena in od ramena do ramena. Ker gre za elastičen trak, seveda ne pozabiti na 3. sloj, ki je pa tisti žepek, ki smo ga naredili.
Tudi malo poskočite, da dobite ves material odvečen. Evo. Tako, tako da boste videli 1, 2, 3 sloji so. Zdaj pa rabimo samo še zavezati. Evo. Jaz sem že prej začela tisti pol pozna, zdaj pa kakor vam ostane, lahko tole tle prekrižate, pa odspred propeljete, to bom jaz zdaj naredila, ker mi je veliko star. Okay. Pa še lažje lahko takole vozo zvacite, ali. To je to, pač lahko ima otrok komot tudi roke vzun, ne more se toliko nazaj nagibati, če je res dobro za tega. Ja, pokaži, kako se ne moreš nagibati, ne? To je v bistvu maksimalno, kolikor lahko gre. Tole si malo maknemo od vrata, če nam ni udoben, meni je tole zelo super. In to je to. Ja. Evo, mali svetovid je star zdajle 13 mesecev, težek je manj kot 9 kg. Vseeno ga zelo lepo podpira ta elastičen trak. Evo, to je to. Jaz upam, da vam je video všeč. Če vam je bil, dajte stisniti tudi prst gor. Če imate še kakšno vprašanje, bi nam radi kaj povedali, ste sprobali tale vest, napišite v komentar dol. Če pa mislite, da še komu prav pride, pa podelite video naprej. Mi še pa vidimo kmalu.